če bi si zaželel Edith Piafovske oči, potem bi zagotovo povabil njo. Če bi si želel razumeti, kako je biti na vetru in na prepihu igralske zgodbe, potem bi poklical njo in zato sem poklical njo. Lara Janković, dober večer, dobrodošla. Ja, živijo, Mark. Najlepša hvala za povabilo. Neskončno sem se veselil tega, da te spoznam in bom poskušal pluti po tej moji otroški zvedavosti o tem, kako živiš, kako razmišljaš, kaj počneš, kaj delaš. Za tabo je ena premiera, ki je bolj intenzivna, bolj pomembna od mnogih premier prej, ne? Ker je zgodba narejena na način, da si all in, ne samo na odru, ne? Da se plešeš, poješ in igraš, ampak da je tudi ta zgodba v smislu ozadju, tudi tega organizacije in kot se reče producentka. Ne? Tudi. Ja. Kaj boj ali pa bitka v kulturi je že zdaj sama po sebi težka. Ne? Zdaj pa še iti v to solo zgodbo, je pa po moje težko. Res je. Čestitke za primer. Hvala lepa, Mark, in hvala za to vprašanje. Res, ja. Mogoče se premalo ve, koliko recimo mi samozaposleni v kulturi, tako rekoč svobodnjaki, ne, naredimo sami. Še posebej, če delamo samostojne projekte. In to je v bistvu že moj tretji gledališki, ne, ker sem pač monodramo Edith Piaf kot jaz, ampak tista je bila najbolj enostavna. Ampak učke so pa iste. Ja, A ti je to ne že vem, kdo rekel? Meni se zdi, da imaš njene oči, a veš? Ali pa one tvoje, no? Ampak... Ja, ne vem, rekli so mi, ko sem igrala to, da sem čistista in da imam tudi isti glas, ampak jaz mislim, da sem bolj poskušala ujeti njeno dušo, njeno življenjsko energijo, ki jo je imela in jo imam tudi jaz, no. Ampak veš, ko si zdaj mimiko obraza spremenila? V tej sekundi, ko si to rekla, si bila druga. Sem bila druga, ne? Ja. Je prišla že Edith ven, ne? A vidi, saj to je to, ne? To je to. No, tako da v bistvu potem sem delala to pesem za Laro, to je moj pač zadnji zdaj projekt, tudi biografska zgodba pravzaprav o Pasternaku in njegovi ljubici Olgi, ki jo je imel 14 let, to marsikdo ni vedel, tudi jaz ne, ampak zato me je zintrigirala. In je v bistvu njuna ljubezenska zgodba prelita v roman Doktor Živago, je nekako njiju dva dal med Laro in Živagom in seveda jaz sem potem dobila ime. In je tudi taka zgodba, no, v glavnem tam tudi imam en kvartet na odru in sem tudi sama organizirala in producirala. Zdaj je ta moj zadnji Balkan Blues kabaret, mogoče res najbolj zahteven, ker imam sicer nimam kvarteta, imam samo enega mladega pianista, ampak imam malo več scenografije, malo več kostumov, malo več vsega, in tako in je večplastna, ker igram, pojem, plešem, skratka vse živo počnem na različne načine in je kar zalogaj. Največji je pa ta, ki si ga že tako izpostavil, lahko se tikava? Prosim, prosti. Super, ja. Se mi je zdelo, kakor da... Ne, je prav, da. Se opravičujem. Nič. Kjer nastopam pač spet kot producent in organizator in tle je bil pa res napor, ker sem pred vajo bila na računalnikih in telefonih, po vaji bila na računalnikih in telefonih, tako da jaz sem bila zdaj 2 meseca, me ni bilo. Bila sem samo mašina za delo in recimo in huda disciplina, kdaj jem, kdaj grem spat, koliko spim, ker če ne bi tega zdržala. Odpovedala sem se privat življenju in tako naprej, ne, so kar velike žrtve, ki meni niso težke, ker obožujem svoj poklic. Jaz pravim, da to ni moja služba, ampak je moj poklic in da sem bila poklicana od Boga, tako kot duhovniki pravijo. Ja, zato, ker so rekli, da že mi je bilo to položeno v zibko in sem že majhna kazala te nesporne znake, da ta bo v kulturi in na odru, ne. Tako da rada to počnem, bi pa rada, da bi tudi ljudje vedeli, predvsem pa tista klika, ki tako pljuva po nas, svobodnih umetnikih in samozaposlenih v kulturi, da smo neki zajedavci, pa ne vem še kako, kaj delamo, ne, bi jaz enkrat ga povabila na recimo en teden mojega življenja in dela, ko nimam ne sobote, ne nedelje, moj telefon dela tudi do 11 zvečer in tako naprej, ko je treba.
In recimo, jaz lahko rečem, da sem za ta projekt res vložila nečloveške napore. Tako vmes sem samo rekla, a še stojim, še živim, diham, dobro je. Ne, seveda se mi je poznalo tudi na zdravju, ne, hrbet pa injekcije sem jaz vmes dobivala. Ja, zato, da sem lahko sploh stala na odru, ker me je tako zagrablo v hrbtu in vratu, da sem rekla, zdaj ne bom jaz tule nič odplesala, nič naredila in si moram pomagati. Mislim, tudi take zgodbe so. Želodec seveda, to je vse stres, ne, in tako naprej. Hvala Bogu, imam čudovito zdravnico, ki ni pozabila na Hipokratovo zaprisego in se jo še dobro spomni in bom rekla, poskrbi zame. In tako naprej, da delam, ampak to je vse ozadje, to so zelo težki trenutki in veliko enega napora. Ob tem je pa recimo, tudi tu bi rada enkrat povedala, ne, in Mark, hvala zdaj, da imam to možnost, da v gledališču recimo, tako bom rekla, jaz moram dokazovati, recimo na Ministrstvu za kulturo, seveda moram imeti reference vsake 5 let, kaj sem v 5 letih naredila, čim več, seveda vlog in vse tako naprej, nagrad, ne, in zdaj se pa tle ustavi. Kako naj svobodni umetnik, jaz to najraje rečem, ker samozaposlen v kulturi mi je tako res grozen izraz, neblagozvočen, kot rečem tudi v predstavi. V moj kabaret je veliko odstira nekih tančic iz ozadja gledališča in tako naprej. Malo sem morala čez svojo ustvarjanje povedati tudi kakšno resnico, tokrat skozi humor in veliko samoironije, ampak no, v glavnem, kje sem ostala, jaz sem ta čudovit retorik, ker grem toliko, veš, na stran, da potem se zgubim. Mislim, da smo pri nagradah ostali, ne, kako naj jaz, svobodnjak, parira inštituciji. Jaz sem tudi pesem za Laro prijavila in za Borštnika, recimo, in za tem, ampak kako naj jaz, ne, z nekim neprofitnim zavodom, preko katerega delam, ne, preko pač zavoda, in ena ženska z omejenimi sredstvi, seveda jaz, hvala Molu, ki me podpre in tako na razpisih, ne vedno kdaj, in tako naprej iščem sponzorje, iščem rešitve, da lahko plačam produkcijo, ekipo in tako naprej. Kako naj pariram instituciji? In kako naj naredim predstavo, da bo lahko enkrat šla na festival, kjer bi mogoče jaz lahko dobila to nagrado. In je zelo, zelo težko, ne. Tako da dobiti to referenco ali pač nekako kandidirati in parirati, ne. Druga stvar je pravzaprav tudi ta, da čutim, pa zdaj nočem izpasti niti najmanj, zato ker nisem tak tip, da bi koga za nekaj obsojala ali pa ko en kalimero tukaj izpadla, ampak je, da gledališča mi je žal, da nas več ne povabijo v kake... Ansambel, ki je... Ja, ni nujno, sem rekla, okej, razumem, da te ne morejo kar zaposliti, ampak recimo na neke projekte, pol pa vidim, da ne vem, izgorevajo igralci po gledališčih, ker je popolna hiperprodukcija, o kateri tudi govorimo v svoji predstavi, tam boste marsikaj izvedli. No, in v glavnem, ta hiperprodukcija, mi pa gagamo tle na svobodi, pa si moramo skozi mišljevati, kaj bomo, dobro, sej nas povabijo, kdaj ne smem tudi reči, ne, ampak recimo tle najbolj prednjači gledališče Koper, mene je največkrat povabilo in tako naprej, drugi pa bolj ne, tako da bi nam lahko dali neko priložnost, ker jaz mislim, da se tako, jaz osebno, pa nisem edina, zelo borim na tej svobodi, da ohranim kot samostojna vendarle in neko ime, kvaliteto. In vse, da bi si mogoče kdaj zaslužila, da v nek projekt me povabijo, ne vem, sploh če delajo musical, ker jaz tudi pojem, ali karkoli, ne. Pa ne mislim zato, ker sem jaz boljša zaradi igralk v gledališčih. Niti slučajno ne, imajo čudovite igralke, ravno mojih let in tako naprej že narejene, ne, etablirane, ko bi človek rekel, ampak sem pa drugi profil.
sem drugi obraz, sem mogoče nekaj novega, ki bi prišlo v teater in bi bilo dobro tudi za njih. Ker sem rekla, ja, zdaj jemljejo mlade, ker so poceni, ne? Ja, ne, bom rekla brez dlake na jeziku, ampak jaz drugega ne vidim. Ker recimo mlad igralec, ki se še dela, recimo ne more privleči publike. Jaz, ker vstopam v 28. leto profesionalnega dela, pa mislim, da lahko privlečem še celo kako novo publiko v njihov teater, če tam nastopim. Se sliši mogoče, ne vem, samovšečno, ampak govorim zelo realno, ker poglej, če jaz sama z monodramo ali monokomedijo ali s čimerkoli napolnim dvorano tudi do 300 gledalcev sama, torej kdor je prišel tja, ni prišel kar, ful znanih igralcev bo gor na odru, ne, samo Lara Jankovič bo tam, ne, stala. Ali bo imela dobro enkrat pianista, enkrat bo imela harmonikarja, rada povezujem dobro glasbo z gledališčem, enkrat ima kvartet in tako naprej. Ampak pridejo gledat mene. In zdaj, jaz bi verjetno tudi lahko prinesla, če bi kdaj gostovala. Kaj pa misliš, da je tukaj problem tega, da je to neka navidezna previdnost, da je to varovanje nekega kroga in hranjenje samo nekega kroga, neke skupine ljudi? Kaj misliš, da je glavni razlog, da tega ni več? Kako ti to razumeš? Ne razumem, jaz v bistvu ne razumem prav dobro, poskušam razumeti. Recimo večkrat se govori, nimamo denarja, ampak jaz mislim, da so to veliko izgovori, ne. Pol sem jaz rekla, mogoče pa oni mislijo, da jaz nisem tako dobra ali nisem jaz dovolj dobra za njih, ne. Ampak potem, recimo, kar jaz doživljam dejansko na terenu, pa ko igram po Sloveniji, pa igram tudi zdaj smo bili s Pesem za Laro, recimo, v Ateljeju 212 v Beogradu. Jaz sem tam namreč že delala koprodukcijsko predstavo, ravno Moj zlati Koper, koprsko gledališče je naredilo koprodukcijo in sem tam igrala z Branislavom Trifunovičem Aj Karmelo. Krasen tekst meni pisan na kožo antifašistke. V glavnem, in sem tudi že gostovala s prejšnjimi monodramami, in me malo poznajo, dajmo reči, Beograd je velik, težko, da me blazno neki poznajo, ampak jaz sem imela polno dvorano in stoječe ovacije. Torej, pol si rečem, ja, hudiča, toliko slaba ne morem biti, ker v Beogradu pa je kar publika. In tudi, če jim ni všeč, bojo tudi sred predstave ostali šli ven. Oni so zelo tako. Jaz poznam to mentaliteto, ker sem sama pol Srbkinja. Ne, meni ni všeč, zakaj bi jaz tle se mučil in grejo. Ne? Eni so toliko kulturni, da v pauzi, eni grejo pa tudi kar sred predstave. Ne? Če je pauza, v glavnem, ko te pa kupijo, potem pa to je pa neprimerljivo. Pri nas se mi zdi, kot da se moram skozi dokazovati. Ne? Ampak a se ti zdi, da je ta izkušnja tega, da si imela možnost tudi tega, doživetja ali pa preizkušnje, da te to dela bolj samozavestno v tej svoji drži in svojem zavedanju, ali se ti zdi, da bi brez te izkušnje enako čutila? Ne, je treba priznati, da so te potrditve, jaz nisem nikoli delala za nagrade, nikoli o tem razmišljala, ker tudi, ne vem, res nagrado za mlado igralko na Borštniku sem dobila s prvo resno vlogo v SNG Nova Gorica. Jaz mislim, da me bo kap zadela, ker sem rekla, ne čakajte, vi ste se zmotili, jaz moram nekaj časa igrati, da lahko sploh pridem do nagrade, ampak se je vse pač poklopilo takrat, ne, in sem res, je bila dobra predstava in jaz sem bila dobra v njej, ne, in trudila sem se seveda in dokazovala. Absolutno mi pomaga te potrditve, ki sem jih tudi doma dobila, no, se imam tudi tle doma nekaj nagrad, dobila, kjer, mislim, bom rekla tako, zadnji bodo prvi, na zadnje bom povedala, kar mi v bistvu največ pomeni. Pomeni mi to, da sem jaz dobila pravzaprav kot jaz, posvečeno Edith Piaf, 2 mednarodni nagradi. In to je moja produkcija in ne doma, ampak sem jih dobila pa zunaj, ne, in to pač na festivalu monodrame Pantomime v Zemunu, pač Beograd, no, to je del Beograda, še vedno, in v Moskvi.
ker so Srbi me pravzaprav v Zemunu predlagali, pazite to, a bi se to v Sloveniji zgodilo, ne vem. Predlagali, ker sem se zdela tako dobra na festival v Rusijo, že nazaj, Zlati vitez, to je en ogromen gledališki festival. In jaz sem igrala pod male scene, seveda, in sem šla gor in sem tam tudi nagrado dobila, ne. In mi je sam direktor festivala me je peljal na večerjo, mislim, z ekipo, in oni imajo zelo radi, da ne bo zgledalo zdaj, da sem jaz z ekipo, ja, ampak bila sem zelo počaščena, ker recimo oni imajo tudi tako navado, veš, ko nazdraviš, nikoli ne nazdraviš na suho. To pomeni vedno nek speech. In to, jaz nisem smela nikoli spiti, pa sem mogla kaj povedati, pa sem čakala, da bo on, in on je res. Zdaj bom jaz povedal, pa je seveda prevajalka vse prevajala, in je on meni povedal, zakaj se jaz njemu zdim dobra. In zakaj sem se mu v tej predstavi in tako naprej in tako nazaj. S to predstavo sem bila tudi po festivalih v Srbiji, Makedoniji, Črni gori, ne, in tudi tam sem bila, ne vem, parkrat čisto blizu nagrade, sem rekla, Madonna, dajte, ne se boš, da jo nadobim, ker to je že nerealno, da bi imela toliko nagrad za eno predstavo, ampak na to sem res ponosna, zato ker je čisto vse moje, ker je bilo moje zaradi tega, ne. In zadnji bodo prvi, je pa kaj? Ljudje, publika. Moja publika, ki, kot sem prej rekla, tisti, ki pridejo gledati samo mene in recimo zaupanje tudi, ki sem ga pridobila v mnogih kulturnih domovih po Sloveniji, ker reče, če boš ti naredila, bo zihar dobro, se neka ne mi zdaj dajati tega bremena, ne, se neka ne, absolutno vedno držim in upam, da bom do zadnjega držala nivo, kot je treba, da bom zmogla, ne. Pol, ko bom še pri 80 stala na odru, namreč ne, ker zgleda, da ne bomo šli v penzijo nikoli, sploh ne samozaposleni igralci. No, v glavnem, spomni me, kje sem ostala, ja, publika, no, torej. In publika, ko grem in ko vidim in kako me sprejemajo, kakšni so odzivi, kaj mi rečejo, recimo tudi Polari, pesem za Laro, se reki, jaz sem še cel teden razmišljala vse to, kaj ste vi noter povedala, kaj je to bilo, vse to je moj namen, da vedno odnesete malo predstavo domov. In Balkan Blues Cabaret je komedija, ampak je tako narejena, da jo nosijo domov, da jo bojo nesli domov, ne. Tudi. Daj mi probi pričarati to strast, ne, ker je nek tekst, ki je v nastajanju, neka zgodba, sploh takrat, ko jo tako personaliziraš kot, ne, a je to en proces strasti, a je to en proces, zaljubljenosti v idejo, ki jo želim skomunicirati. Kako Lara to vidi, kako Lara to doživlja? To začne, ne. Veš kaj, to je, jaz sem zaljubljena in to tudi povem v kabareju. Zdaj bomo odkrili marsikaj, je veliko avtobiografskega, tudi zdaj v kabareju, moj ta Balkan Blues Cabaret, BBK pravim na kratko, ne, da jaz sem zaljubljena v gledališče. In to je bila moja prva ljubezen, glasba je pol tako prišla zraven, pa me je skozi malo tako po rami, sem rekla, daj pust me, jaz bom, daj mi mir, ker jaz sem igralka, ne bom se zdaj spetjem, ker jaz sem tudi že pela prej dobro, mislim, jaz sem doma recimo z očetom pela, ne boste verjeli, moj oče je Srb, bil na žalost, in je zelo rad imel naše narodne slovenske pesmi. In jaz sem z očetom, Srbom, ne, tudi za uno kliko, ki nas skozi pljuva, sva prepevala narodne slovenske pesmi, dobro, tudi partizanske, seveda, je bil še čas davnega 71. in tam 70. leta, ne, in tako partizanske pesmi, staro mojo mamo, ki je bila dalmatinka, sem dalmatinske pela in potem sem v šoli in v zboru pela pač kar se je pelo in otroške pesmi, tako da sem imela ogromen repertoar že takrat, ne. In je to petje me spremljalo in sem imela talent tudi za to, ampak sem rekla, ne, gledališče, eno in edino, toliko pojem, da če bo treba v gledališču pet, ampak potem me je ta glasba skozi tako, pa še sošolci so rekli, moraš, in me je potem vedno bolje postajala moja ljubica, ne, če je že glasba, ljubček, ljubica, tista glasba. No, ampak v glavnem,
In zdaj pa že jo nekako komponiram v svoje gledališke projekte. Jaz se zelo ravnam po intuiciji. Včasih je nisem znala tako poslušati. In tudi mogoče nisem imela te samozavesti dovolj. In zdaj sem pa rekla, samo poslušaj tisti prvi glas, ki se ti oglasi. In tisto še nikoli se nisem zmotila. Zmotila sem se, ko sem začela racionalizirati in potem sem prekrivala tisti glas, ki mi je nekaj govoril ali pa kakorkoli, ne. In se je vedno izkazalo, da sem falila ali če sem poslušala, da sem imela prav, ne. In potem se nekako hočem, ko iščem idejo za nov projekt, vedno nekaj razmišljam, kaj bi rada povedala, skozi kaj bi rada povedala, da dam nekaj, da v predstavi vedno nekaj, ne samo zabavo, ampak da tudi čez komedijo nekaj povem, ne, da odnesejo ljudje domov. In tako sem nekako Piaf me intrigirala že na akademiji. Ampak jo nisem hotela takoj delati, ker sem rekla, ne. Jaz sem pa zelo samokritična, pa sem rekla, Lara, boš mogla še malo polentke pojesti, pa še kakšno vlogo narediti, pa dobiti kako izkušnjo, da boš ti stopila v čevlje, recimo, in tudi predvsem pevsko, ker jaz sem tudi pol hodila na solo petje in vse tako. Še dodatno, da bom jaz lahko dorasla sploh delati predstavo taki, bom rekla, divi, konec koncev, o taki prešoni, kot je bila ona, ne. In tako da sem veliko kasneje naredila. Lara je prišla zato, ker sem zvedela to zgodbo o Pasternaku in njegovi Olgi, ki je pravzaprav ta prava Lara. In on ta pravi Jurij Živago, ne, recimo. In tako da, ker sem tu zvedela, sem rekla, o tem bi bilo treba posneti film. Sem rekla, se Živago ni nič, ker ona dva sta imela tako življenje in jo so zaprli v gulag zaradi njega, recimo, in tako naprej, ne. Ker njega so obsojali, da je nek agent, pa da se spogleduje z Zahodom, pa da ne vem kaj. In so ga skozi hoteli preganjati, ker je v Doktor Živagu pisal resnico. Saj to se ni dosti spremenilo, ne. Ni olepševal, takrat je bil pač Stalin na oblasti in seveda je bilo treba pisati lepše, kot je, in ne napisati tako, kot je, ali pa kakorkoli, in so ga pol preganjali, ne. Tudi niso dovolili objave in tako naprej. No, in to je mene vse zintrigiralo, torej od tod moje ime, ki je bilo, moraš vedeti, leta 71. Mislim, da nas je bilo 5 v Sloveniji. Statistika, ja, to ime je bilo zelo posebno, zdaj je postalo popularno. Bile so Sare, Larise, Laure, pardon, utrujen glas že po premieri, in te Laure, in tako da je bil poseben, in jaz sem se skozi čutila malo posebno zaradi tega imena, celo življenje, tako. Moja mama rekla, hočem dati eno posebno ime, ne, da bo recimo Mojca, po se jih pa 15 ozre, ko pokličeš otroka, ne. Ker ena in ista imena, ne, reka, ne, jaz bom dala nekaj posebenega, in to sem ji res hvaležna, da je dobila. Seveda, Doktor Živaga je gledala in padla dol in tako naprej, in da sem dobila to ime, no, in potem me je to, in to moje ime, kako je zdaj povezano od Pasternaka do njegovega življenja, in tle je prišlo, in tle, ja, pol pa mene rečem, in meni kar naredi tako, nekaj v telesu in rečem, to je to. In zdaj greš. In ko sem jaz sigurna, jaz nisem vedno tako sigurna, čeprav sem rak, sem ko en dvojček, včasih tako se blazno sama s sabo dueliram, ne, in ko se pa jaz odločim, potem pa grem ko bager. Pa rečem, to je prava pot. In potem se mi na tej poti dejansko bolj ali manj vse prav postavlja. A mi dovoliš en pobeg v tvoje zasebno življenje? A se ti zdi, da si naredila hude kompromise zaradi teatra, da morda kakšnih vlog v zasebnem življenju nisi odigrala, kot bi jih morda lahko? A na to gledaš z neko grenkobo ali razumeš ali sprejemaš to kot del poti, točno take, kot je mogla biti? Jaz sem nekako večna upornica.
Ampak najprej sem bila, kot rada rečem, v puberteti mogoče upornica brez razloga, ne, sem potem postala upornica z razlogom, zato mogoče tudi moj aktivizem in vse naprej. Zakaj sem to rekla? Zato, ker jaz že od nekdaj teh okvirjev ne maram. Kot da je v meni en hudič, ki ne mara teh okvirjev, te ovčereje, tako kot vsi, tuljenje v isto luno. Zdi se mi, da smo vsi posamezniki nekaj posebnega. Prav je, da živimo po nekih vrednotah, ki jih ni, kar jaz zelo gojim, po nekih moralnih vrednotah, to se tudi strinjam. Predvsem, da ne delaš, kar je meni najbolj pomembno, drugemu slabo. In ne želiš slabo in ne delaš slabo. In zdaj, ko recimo kakšni pljuvajo po mojem načinu življenja, ker nisem poročena, nimam otrok ali pa kakorkoli, sem jaz tudi rada v intervjujih rekla, veste, to, če jaz s kom spim, ali zdaj ženska v moji posli, ali je moški, ali smo 3, ali nas je 4, pravzaprav vam nič ne spremeni življenja. Ne? Vam je samo važno, a sem jaz kot vaša soseda, sorodnica, prijateljica dobra do vas. A vam jaz škodim kaj s tem, ko imam, ne vem, 2 moška v posli, zdaj malo pretiravam, ne, ali pa toliko mlajšega moškega, ali pa kaj to vas toliko moti, ne, recimo. Ampak jaz sem bila od nekdaj malo taka, da sem se upirala, ne, tudi ne vem, oblačila sem se posebno. Dobro, to je bilo še tinejdžersko, ampak potem me je na nek način se je to ponotranilo, ne, in tudi sem ugotovila, poskušala sem jaz se skozi nekako iščem sebe in sem rekla, vem, da vsak človek more nekako dobiti sebe. Znotraj družbenih norm, znotraj cerkve, ki ti tle nekaj govori, znotraj družine, ki ti, kdaj se boš poročil, pa kdaj boš imel otroke, kje si ti? Kje se boš ti našel? In jaz mislim, da se moramo najti, ne samo slediti temu, kaj nam drugi govorijo, da je dobro in kdaj moramo kaj narediti, ampak se vprašati, kdaj mi želimo. A mi sploh želimo? A mi sploh želimo otroke? Jaz veliko zgodb slišim o ženskah, si jih ne. Pa ker so taki pritiski, imajo otroke in ni v redu, ne naredijo uslugo ne sebi, ne partnerju, še najmanj otroku, ker je skozi malo v ozadju nezaželen. Ne? In to je mene zmeri, kaj sem jaz. In jaz, ko sem nastopila v službo, takoj po akademiji v SNG Nova Gorica, sem si 2 stvari napisala gor na ogledalu, kot življenjski moto, in sicer to je, da če boš delal vse po pričakovanju drugih, boš vedno zrl v ogledalo, ne da bi kdajkoli uzrl samega sebe. In da ni važno, kaj za vloženi trud dobimo, ampak kaj ob tem postanemo. In to je bil pri mojih rosnih 27 letih že moj moto in sem rekla čistilki, ne, ko ste čistila, to mi pustite gor. Nekaj, a vam jaz tu čistim dol? Ne, sem rekla, to je napis, ki mene nekako inspirira. In jaz sem tudi bila ta, da sem potem čez čas tudi ugotovila, da v bistvu je res v meni kar veliko boemskosti. Jaz rečem temu tudi ciganskega duha, ne. Ne v tem, kot se to razume zdaj, da živim tam kot hipi ali ne vem kaj, ampak ne, ena taka boemskost v meni, ki je pravzaprav podredila vse moje življenje na nek način gledališču in mojemu delu. In zato jaz pravim, da to ni moja služba, ampak je moj način življenja. In tudi moji partnerji in vsak, ki je bil, samo moram reči, da nisem tako slabo zbrala, ker so me vsi razumeli to pogledno, sploh, ker sem bila vmes z igralcem, jaz sploh ni bil problem, ne, ampak tudi drugi so nekako razumeli, da je to en tak velik del mene in da tega mi ne smejo odvzeti, ker odvzamejo mojo dušo, mene. Ne, in tudi nisem nikoli dovolila, da bi mi moški to, ko sem imela rosnih 23, sem imela enega fanta, ki me je frustriral, bom rekla, no, prav tako.
ja, zelo me je tudi na en mali način, ke da bi me majčkeno poniževal, ko je prišel gledat naše produkcije pa tako. In se je meni tudi takrat poznalo na akademiji med študijem, da so še pol, mislim, kot en tak res intimen, vam povem, da so še sošolci rekli, ke sem ga zapustila, hvala bogu, in to spoznala, a veš, da ti si čisto druga na odru? In sem rekla: "Aha, zdaj pa vem." Pa pri 23 sem rekla: "Nikoli nobenemu ne bom dovolila, da bi poskušal meni vzeti to voljo in to strast in to ljubezen do odra, ne, in ali pa me poskušal karkoli spreminjati." In tako da sem jaz počasi zorela do tega, kar zdaj govorim, pa mislim, da še kaj lahko dozorim in Živiš, ne? in živim. Zdaj se mi zdi, da najbolj svobodno živim to, kar sem. Saj zato sem sama verjetno. Ne, vzela sem si čas, zdi se mi tudi prav, da po dolgih vezah kakorkoli, si sam. Ker Je to prvič, težko? takoj po vezi je težko, mi je bilo težko, ker sem bila navajena, tako sem rekla: "Kaj, ampak zdaj bom mogla tudi žarnico sama šravfati, pa prav vse bom sama." Tako je bilo tudi en tak ali pa, ne bo več neke osebe tam, kar je seveda lepo, ne, da imaš partnerja, zakaj ne. In tako, ampak me je taka mala panika zagrabila, potem pa vedno manj, potem sem začela v tem uživati, zdaj me pa malo strah, da preveč uživam, ne, v tem. Da ne rabim nobenemu odgovarjati ali pa se zagovarjati ali pa kakorkoli. Ampak a to prevedeš, Lara, kot en del tega tvojega umetniškega, kreativnega funkcioniranja, da rabiš ta prostor, ne, da rabiš ta čas zase, ali je to del tebe kot ženske, ki želi biti svobodna, ki želi odpreti krila? Ja, v meni je en grozen, ko je bil v filmu, kaj je bila že tista jesenska pripoved, ke je rekel: "Klic medveda imam." To je bilo simbolično rečeno, ta večni klic po neki svobodi. In zato pravim, da sem malo ciganka, ker imam tega v sebi, ja, ta svoboda, ampak jaz sem tudi zelo po drugi strani sem pa včasih preveč prilagodljiva. Jaz ne vem, zdaj se res to tako zelo, kontradiktorno sliši, ampak včasih, ne vem, se pa pol, da bi ugodila, zelo prilagajam, pol pa jaz začnem pokati po šivih, ne. In, nisem toliko zdaj spet samosvoja in ne vem kaj, ne. Tudi znam kaj skuhati, no, pa kaj, ne. Pa žarnico tudi verjetno Pa žarnico zamenjati in vse, ampak, ja, sem specifična v tem, no, jaz mislim, zato mislim, da moram samo pravega partnerja dobiti, ki bo nekako razumel ta moj klic medveda, ali kako naj mu rečemo, ne. Pa nič posebnega ne rabim, samo da sprejema, da nekako to razume, saj mogoče mora tudi on biti na nekem podobnem levelu, osebnostnem ali ne vem, ne, in duhovnem, ali kakorkoli. Mislim, da jaz nisem tako blazno zahtevna, kakor me mogoče vidijo ali pa izgleda ali pa je tako, ne. In tudi dajem dihati, partnerju in želim, da je tako, da si dava dihati, ampak da se spoštujeva in da ne greva zdaj tako, ampak greva tako, ne. Kje je kamera? Ne zdaj čisto samo z roko v roki in vse moramo, ampak da gledava v isto smer, ne. In tudi ne izključujem, jaz nisem zdaj, bom pa rekla: zdaj mi je pa tako fajn, ke sem sama, pa sama sebi čisto zadosti pa tako." Ampak, Bi bilo to neki fake, ne, bi bilo to neki umetanje? ja, mislim, uživam, dokazala sem si, da se dobro počutim, tudi ko sem sama, ker nisem osamljena. To so velike razlike. Jaz uživam v svoji samoti, to je tudi malo mojega raka samotarja, ke zlezemo v tisto polžka, ke si dobi hišo, pa se not skrije on pa klinca zgleda, ne. Imam tega samotarja malo, ampak sem pa tudi seveda to, družba, družina, odnosi mi pomenijo vse. Neskončno, ne. S prijatelji, sorodniki, to jaz zelo rada, mislim, ne zelo rada, jaz zelo negujem in se zelo trudim za to. To mi je neprecenljivo, ne, tako da. A se boš strinjala z mano, da je Edith Piaf bila v resnici nesrečna, globoko nesrečna, a ne, ampak vseeno
dajala občutek ravno nasproten, a ne, sploh ko je bila na odru. A se ti zdi ta nihanja, ne vem, mi poznamo v zgodovini igralcev, kako so zabavali množice, istočasno sami trpeli za neko depresijo, neko pasivnostjo, melanholijo in tako. A čutiš ti ta nihanja v tem, kako, ne, prezentiramo sami sebe ali pa vidiš samo sebe? Jaz, poleg tega, da je oder meni posvečen prostor in da res tam živim, je zame oder bil in je še vedno tudi terapija. In, jaz mislim, da ali sem se glih ločevala, imela sem težko obdobje, ko sem delala ravno tudi Piaf. Ko sem začela to delati, ja, in režiral je Zijah Sokolović in je rekel: in zdaj," je rekel, "mi daj vso to žalost in vso to bolečino in vse to razočaranje mi daj v Piaf." Ker je bila ona. In ni bil slučaj, da sem jaz takrat delala Piaf. Ker jaz z vsemi vlogami intrigirajo me vedno neke zanimive ženske, imam nekaj skupnega. S Piaf imam marsikaj skupnega. Tudi s to Olgo, ki jo igram v Pesem za Laro, Pasternakovi, imam skupnega. Je ponotranjen del mene, bom rekla. In ta neka ljubezen, ki jo je ona imela, ne, so to vse te ženske pravzaprav imele, ne. In tudi zdaj, ko igram to Nado v Balkan Blues Cabaretu, ona je ena velika pozitivka, ne. In vse nekako rešuje s humorjem in s temi doskočicami kao udri brigu na veselje in nada umire zadnja, ne. In jaz imam tega res tudi v življenju, ker to meni se zdi, da mi pomaga živeti, ne. In jaz sem veliko svoje bolečine in veliko nekih stvari dala na oder, ko je bilo treba, ne. Sem namesto samopomilovanja, namesto psihiatra ali pa psihoterapevta, bom bolj rekla, no, ali pa, ne vem, cerkve, eni hodijo molit blazno, sem jaz, psihologija me tako vedno zanima in sem veliko tudi brala in delala na sebi, na neki način tudi, vseskozi še vedno. Sem jaz na odru dala v delo. Jaz sem dala v delo in to sem tudi še eno vlogo imela v Gorici, ki je tudi režiser rekel: "Jaz te tako občudujem, ti delaš ko vol." Sem rekla: "Ja, ker sem v enem," sem pol režiserju tudi zaupala, da sem v enem takem življenjskem slabem obdobju, pa je rekel: "To je neverjetno, eni bi jamrali, ti pa garaš," sem rekla. Vsak da po svoje, ne, ampak in mislim, da je mogoče tudi to tista, žal ali kakorkoli naj rečem, dodana vrednost, ki prihaja res iz naših globočin in tudi iz te naše bolečine kdaj, ne. In absolutno Piaf je bila, ona je tudi isto rekla. Je rekla: "Samo ne mi odra vzeti," ker je na koncu rekla: "Dajte mi morfij, da grem lahko na oder." Ne. Je rekla: "Ker če mi še to vzamete, pol nimam nič." In do zadnjega in tudi na odru tako rekoč padla dol in je rekla: "Saj kaj pa drugega imam," in mislim, izjemna oseba in kako je pretvorila v tako umetnost. A so vloge za ženske? A so dobre vloge za ženske? A se ti zdi, da si imela, da ti je bilo dano igrati dobre zgodbe? Dobre ženske like? Ja, moram reči, da v 11 letih, ki sem jih preživela v SNG Nova Gorica, in takrat moram reči, da je bilo zlato obdobje tega teatra. Bilo je tudi prej, so zelo dobro delali, ampak bom rekla, so v Solkanu začeli, potem so se pa v to novo stavbo preselili in tako naprej, in pol sem jaz, ne vem, po kolikem času prišla. Takrat je bil umetniški vodja še pokojni in čudoviti Primož Bebler, ki je imel vizijo in ki je bil res gledališki človek, in mi smo delali tam take stvari in tudi dobivali nagrade, tudi kot ansambel, kot ansambelska igra, kar je čudovito. In v glavnem, sem jaz tam imela čast odigrati, saj zato pravim, tudi tam, ko sem šla na svobodo, sem pustila kar nekaj pečata, ne, se pravi, igrala sem kar velike vloge, tudi pomembne vloge in tako, in raznolike.
In tam sem se, jaz mislim, tudi najbolj skalila kot igralka. Ker je v repertoarnem gledališču absolutno. To so po 3 vloge na leto, si skozi v neki kilometrini, galopiraš in tako, in je super. In tam sem se jaz, sem imela čast, ja, tako da sem imela in sem zato tudi hvaležna. In sem zdaj nadaljujem malo to tradicijo, ker pač sama delam projekte, da tudi te zanimive ženske uprizarjam. Ampak dajva reči, da si ti znotraj nekega ansambla, si v neki celici, si v neki skupnosti, ki je podporna, ki dviguje drug drugega in tako naprej. Potem si pa ti ena teta igralka, ki je sama, ne, ki v resnici, tako kot si prej rekla, ne, enega pianista, uporabila si besedo mladega pianista, sem si zapomnil. To je bilo zato, ker je zgodba tako zahteva, Okej. se malo tudi medgeneracijsko se še malo okej, hecamo. okej. Je vse z namenom, ja. Vidiš, sva spet nekaj izvedela, ne? Ne, nič nimava, da ne bo zdaj spet pomote, ker bojo takoj vlekli ven, so že tak naslov Samo napisali. Lara ima 30 let mlajšega, pa so napisali pianista v predstavi, ne. Okej. Ampak ne, ni nobena ljubezenska, ampak je bolj taka, ko mlad umetnik, ki sploh ne ve, me sploh ne pozna, recimo, pa sploh ne ve, kaj sem jaz vse v življenju naredila. Trčimo skupaj in moramo delati skupaj, ne. Jaz pa neka mlada generacija, ki tudi sploh ne vem, kako naj jih včasih jemljem in tako, ne. Ampak seveda konec dober, vse dobro in midva ratava kompanjona, ne. No, to sem hotel vprašati, ne, se pravi, sama si na prepihu, na Burji, a imaš občutek, da je tam zunaj drug del tvojega ceha, ki na neki način razume in spoštuje, čez kaj greš? Kaj doživljaš kot producentka, kot avtorica, kot... Ni vse živo, ja. Ne vem, če ljudje vejo, mislim, moji bližnji, kakšni umetniki in tako naprej, seveda vejo, ne, in kolegi in tako, kakšna kolegica mi tudi res reče, svaka ti čast, jaz če bi šla tako na svobodo, ne bila sposobna vsega, kar si ti, ne. Je bilo pa tudi, tudi jaz nisem vedela, česa vsega sem sposobna v resnici. Ta produkcija in še večja organizacija se je potem nekako rodila. Moj oče je bil tudi organizator, producent, namreč potem, ko je iz vojske šel ven na RTV Slovenija. Tako da imam to tudi kar po njemu, pa tudi moja mama je zelo organizacijski tip, ko sem rekla, ja, bom pa še tlele malo poskusila. Bi pa nekaj povedala, da pravzaprav jaz sem se malo nafarbala, ne. Jaz sem recimo bila tudi v neki poletni šoli v Guildfordu pri Londonu, pri rosnih 28. Že pomisli, nisem mogla niti povedati, koliko let nazaj, ne. V glavnem, sem šla na eno tako poletno, ker me je to petje vedno zanimalo, in sem jaz videla, kako tam deluje sistem svobodnjaka. Pravzaprav so več ali manj vsi svobodnjaki, ne, in tako, kako dobro tam moraš agenta, moraš imeti, dobro, to je itak nadgradnja. In potem sem jaz mislila, da je pri nas tudi tako, da pravzaprav jaz sem rekla, okej, jaz sem se odločila iti iz enega teatra ven, ma to ne pomeni, da pa jaz ne bi šla gostovati v kakšne teatre, da ta moj cigansko boemski duh mi ni problema, če zdaj grem, ne vem, v mariborsko gledališče projektno nastopati za eno predstavo, recimo, pa tam spim nekje, pa sem navajak, pa grem sem pa tja, sem rekla, meni ta ciganščina ni odveč, in sem upala, da bo na ta način, ne da bom jaz bila prisiljena toliko svojih projektov delati. Ker recimo meni je tudi glasba rešila velikokrat žepe, napolnila, bolj kot gledališče, sploh ko je bila kriza, ne vem, 2008 ali pa po covidu ali pa tako naprej, ali pa kakšni taki krizni momenti, zato ker, ne vem, poleti tudi mi imamo mrtvo sezono v gledališču. Torej, in jaz moram še za 3 dodatne mesece zaslužiti vse prej, ali pa kaj bom, ne. Potem sem z glasbo, ki se jo pa da prodati tudi na kakšne poletne stvari, še kdaj junija pa avgusta nastopila, ne. Da sem si še kaj zaslužila. In tako naprej, ampak jaz sem bolj pričakovala, ma ne, pa saj sem nekaj dokazala, jaz imam nekaj nagrad, pa saj me bojo bolj ponucali po teatrih, ali pa vsaj, ajde, če že tam izgorevajo ljudje, pa me vzemite vsaj za uskok ali pa za nekaj, ne, dobro, tudi to se je zgodilo enkrat, no, ampak ja, pa spet v gledališču Koper, ne, tako da tle v Ljubljani nikakor to ne zalaufa ali pa kje, ne, tako da sem to nekako, sem pa jaz videla, da sem kar sebi prepuščena, in potem je bilo to že to silom prilike preživi,
to bom pa jaz tudi po mojih prednikih partizanih očitno ta preživetveni močen moment, ne, da sem rekla, zdaj pa preživi, zdaj pa moraš, pa sem pa združila vse, moje vodenje, ker sem po TV-ju, pa petje, pa gledališče, da sem jaz nekako preživela. Sam je pa res, da nisem sam z gledališčem, ne. In tako da to je kar huda bila pol preizkušnja, ja. Neskončno sem vesel, da sem imel pogled v to, kako razmišljaš. Kam pa Lara gre? Kje bo Larina pesem igrala? Kam greš zasebno? Zdaj je ta premiera? Ja, zdaj je ta premiera, zdaj me sprašuješ, a bom igrala. Ja, igrala bom, mislim, zdaj Balkan Blues Cabaret je pač na Se lagerju. ti zdi, da je to še neka zgodba, ki jo želiš še igrati? Ja, seveda, zdaj je šele premiera, zdaj jo moram. Dobra, predstava, ja, razumem, ampak ti tako, se mi zdi, da bi te rad vprašal, a se ti zdi, da so še papirji oziroma listi, ki jih še nisi popisala skozi igralsko zgodbo? To se mi zdi. Absolutno je, ja. Osebno bi želela čim bolj iti v nek mir, čim bolj se vrniti k sebi, k naravi, k nečemu. In ustvarjanje me spremlja. Jaz ne vem, jaz mislim, da imam tako ustvarjalno žilico, kar je tudi Meto Malus, ker enkrat sem šahnjej, seveda sem mogla iti pogledat, kaj za en hudič sem jaz, ne. In je rekla, tebi je toliko ustvarjalne žilice, da to ni šans, ti kar pozabi, da boš kakšna gospodinja, ali ne vem, kaj mi je rekla. In sem rekla, kaj se tako jaz čutim, a je res tako, ne? No, v glavnem, in da bom ustvarjalna, da je to moja bit, preprosto, brez tega ne bo šlo, še veliko zgodb imam za povedati in odpeti, idej ne broj, najhujše je seveda dobiti ta sredstva za realizacijo tega, to je pa, ne. Ampak te stvari tudi pridejo. Vesolju vendarle naročimo te stvari. Bravo, Mark. Vesolje dostavi. Tako. Prosite in dano vam bo, ampak tu sem naprej rekla, dejte, Lari fari, ampak pol sploh ni res, jaz ko se rečem vesolje, zdaj tako, jaz sem rekla ful, jaz imam take luškane pogovore z njim, tudi na glas, ne, zdaj pa glej, prosim, pomagaj mi, ker če ne grem na polje, ne, mislim, v hecu, ampak rečem res, pomagaj mi zdaj, jaz sem naredila, kar je v moji moči, ne, in dobivam res to pomoč, ker to je ta zakon privlačnosti energije, sigurno. In to sem začela verjeti, ker so se mi začele dogajati take stvari, da sem že v enem momentu rekla, resno? Ne. Ja, ampak samo verjeti moraš, usedeš se na ta vlak in evo. Zdajle imam eno darilo od mojih prijateljev z Ave Mede, zato, ko si bila moja gostja, ko si prišla k nam, si klepetala. Ti podarjajo en darilček, boš videla, noter boš našla ene skrivnosti, da te malo podcrkljajo, predvsem pa še enkrat neskončno hvala in v veliko veselje mi je bilo, da sva lahko klepetala. Ja, meni tudi, pa bom rekla, dejva še kdaj, veš kaj, ful je tem še, ne, pa tako. Pa nisva niti začela, ne? Ne, pa niti začela nisva dobro. Mark, hvala. Srečno, Lara. Srečno.